Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova nazaj. Pozdravljamo vse naše gledalce in gledalke, ki ste mogoče začeli z poskusi meditacije. No, ampak javljate in delite svoje izkušnje, da se vam zgodi, da takrat, ko se date v neko tako umirjeno stanje, da sam zaspite, da ne morete vzdrževati nekega tega stanja. No, in danes bomo govorili o budnem stanju globoke sproščenosti. Tako zakomplicirano se sliši, pa vendarle je veliko darilo, če to obvladamo v našem življenju. Tako je v moji družbi en tak lep šopek deklet in dam in žensk, ne samo tistih, ki skrbijo za to, da je doma vse pospravljeno, pa pomito, pa posesano, pa polikano, ampak pravzaprav so v vsakdanjih izzivih tudi, kar se posla tiče. Lepo pozdravljene in dobrodošle. No, v moji družbi pa tudi Blanka Gašpernin, svetovalka za metodo SITA in pa višja medicinska sestra. Danes bomo torej govorili o budnem stanju globoke sproščenosti in tako malce kontradiktivno se sliši. Za kakšno stanje pravzaprav gre? Kako ga dosegamo? Torej, ta stanja mi dosegamo na različne načine. Ljudje se trudimo, da to stanje nekako poskušamo ujeti, ali kako bi temu rekli, in v določenem stanju dneva nam je to zelo težko, ker je to nekako naključno. Zdaj, metoda SITA in pa seveda harmonizator dihanja pa nam merljivo pokaže, kako v to stanje pridemo. To je stanje, kjer dihamo polno, kjer dihamo umirjeno in kjer pravzaprav imamo srček in možgane povezane v en ritem in takrat v bistvu se mi sprostimo. Seveda ljudje naključno dosegamo ta stanja in velikokrat ljudje se trudijo zelo, da bi to stanje dosegali, ker je pa to stanje globoke budne sproščenosti na en način tako malo izmuzljivo. Ga moramo sistematično trenirati oziroma ga vaditi, da ga lahko resnično v življenju občutimo kot nek čudovit dragulj. Verjetno se velikokrat zgodi, oziroma se mi zdi, da je to najtežje takrat, ko imaš pa glih en problem in glih takrat, kje da boš v nekem globokem umirjenem stanju. Se mi zdi, da takrat smo bolj v luftu, kot na tleh. In to verjetno tudi, ne vem, možganom kapaciteto jemljajo. Kako je s tem? Ja, gledajte, takrat so pravzaprav možgani neprikrvavljeni, in ta stres, pritisk, ki ga mi čutimo, predelujejo na svoj način in takrat vsi vemo, da nekako smo težko konstruktivni, težko rešujemo probleme, nekako se nam kognitivna sposobnost izklopi. Ne najdemo neke adekvatne, fleksibilne rešitve. Če pa mi to globoko budno sproščenost treniramo merljivo in sistematično, tako kot pravzaprav nam nudi SITA sistem in harmonizator dihanja, nas pa merljivo preko polnega dihanja in preko cikličnega nihanja svetlobe od našem dihu in izdihu pripelje v stanje, kjer pa občutimo nek globok mir, sproščenost, regeneracijo, in svetloba, ki pa seveda ob harmonizatorju tudi niha ob našem vdihu, pa pomaga, da, tako kot sva že ugotovili zadnjič, da naša zelo pomembna žleza za očmi, češarika, potrebuje to lepo spodbudo svetlobe in teme, da nas hormonsko in živčno uravnovesi. In ko to mi vadimo 2-krat na dan po pol ure, ne naključno, takrat pa to stanje dosegamo tudi takrat, kot ste prej omenila, kako bi, ko imaš stres, bil kognitivno, adekvatno sposoben. Mi pa imamo pripravljeno tudi izjavo in sicer doktorice Milene Plut-Podvršič, pa dajmo si torej pogledati, kaj pa ona sama pravi o temu posebnemu stanju. Vsi ti mehanizmi našega telesa večinoma delujejo avtonomno. So pod vplivom ali kontrolo avtonomnega živčnega sistema, ki igra vlogo vzpodbujanja ali zaviranja delovanja posamičnih organov. To deluje, kot se rekla, avtonomno. Edina stvar, na katero mi lahko od teh ritmov, vsaj za zdaj, zavestno vplivamo, pa je dihanje. Se pravi, z dihanjem mi dejansko umirimo svoje možgane, umirimo srce in ugotovili so, da se tudi srčni ritem ali vzorec srčnega ritma ob dihanju sinhronizira. Postane bolj umirjen
postane bolj urejen, s tem učinkovitejši in kot tak potem srčni ritem lahko pozitivno vpliva na celoten organizem, na ostale ritme. Torej, slišala sem pravzaprav že pred davnimi leti izkusila eno tako aparaturo, preko katere naj bi se uravnala desna in leva polovica možganov na osnovi zvoka in svetlobe, ne pa toliko z dihanjem. Osebno mislim, da je ta aparatura primernejša, kajti dihanje mi na ta način kontroliramo, se zavedamo, a dihamo dovolj globoko, ritmično, umirjeno ali ne. Kolikor vem, harmonizator prepozna ta ritem diha, globino diha in potem temu ustrezno se odzove za svetlobo in zvok. Takole, moram reči, da se mi super zdi, da za doktorico, z višjo medicinsko sestro govorimo o tem, da za to, da dosežemo nek cilj in neko sproščeno stanje, ne rabimo vzeti kakršnikoli sintetične zdravila, ampak da govorimo o moči zvoka oziroma zvoka, se pravi o moči tega dihanja, pa svetlobe in seveda tudi zvoka. To se mi zdi super fino in fajn, tako da vsekakor pozdravljamo vse te metode, ki se s tem ukvarjajo. Kaj je tukaj bistvo? Bistvo je torej ostati buden v stanju globoke sproščenosti. Tako je, ja. Torej, ko mi dihamo polno, tako kot je rekla dr. Milena Plut-Podvršič, umirimo srčni ritem. In ko umirimo srčni ritem, pridemo v to stanje, ki nam seveda pomaga ciklična svetloba ob tem vdihu in izdihu v harmonizatorju. Namreč ona spodbuja, da je dovolj endorfinov, da je dovolj melatonina. Skratka, če bi preprosto rekla, mi vemo, da živčni hormonski sistem deluje, to se pravi, je na podložen 24-urnemu ritmu vrtenja Zemlje. Mi vemo, da čez dan je en živčni sistem aktiven, čez dan drugi živčni sistem in tudi hormoni so različni. Torej, v harmonizatorju dihanja je samo krajši ritem, noč in dan. Vdih, svetloba, izdih, tema. In to je čudovito naravni melatonin in naravni beta-endorfini in to je ena fantastična injekcija, brez kakšnih kemijskih substanc dosegamo ta stanja. Seveda moramo pa ostati v tem stanju budni. Večina ljudi, kot ste pa prej rekla, pa zaspi na začetku, ko vadi, pravzaprav rekla nekontrolirano in to je samo znak, da je človek utrujen, izčrpan, v stresu in potrebuje regeneracijo. Tukaj pa hitro to vzpostavimo. Gospa Zevnik, ste slišali zdaj regeneracija, pa da je utrujen, pa izčrpan, pa vse te zadeve. Kot direktorica in super ženska, ki mora skrbeti za vse, držati 3 ali pa 4 vogale hiše, ste verjetno tudi sami izkusili vso to utrujenost in vso to težo obveznosti, ki si jih človek sam naloži. Točno tako in vedno najdemo zelo dober izgovor, nikoli nimam časa zase. In ti izgovori peljejo potem do stresa, stres te jasno spremlja na vsakem koraku in nekaj je treba ukreniti. In kaj je sedaj? Imela sem pač možnost, da sem spoznala ta sistem, dobila harmonizator dihanja. Začeli ste dihati, ne? To se kakšno čudno se sliši reči, jaz sem se cel življenje spremenil, jaz se zdaj ful boljš počutim, pa ful več lahko, pa ful sem fajn. Kaj si pa začel delati? Ja, dihati sem začel. Ja, dihamo že od rojstva in potem misliš, aha, se to pa res ni noben problem, da to dihamo, to si znamo, to vse gre. Ampak na koncu ugotoviš eno napravo, ki ti pokaže, da je to dihanje premalo, da je preplitko, da je premalo globoko, da je, bom rekla, neenakomerno, potem ugotoviš, da je v dihanju dejansko organizem dobi premalo kisika in posledično s tem pravimo mi temu stres. Telo odreagira, to se pravi, si izčrpan, utrujen, slabo spiš in je potrebno narediti nekaj zase. Gospa Spolnik, kakšno pa je vaše mnenje in kakšen je vaš pogled tukaj pri vseh teh metodah, ki jih ponujajo take in drugačne različne, vi ste se pa za dihanje odločili? Ja, poglejte, pred leti, ko sem spoznala Blanko, sem bila kar naprej bolna.
Imela sem angine, viroze, neko splošno slabo počutje, nizko energijo. Pač, ko ženska pristane v poslovnem svetu, kar malo pozabi nase. In stres na ženske drugače deluje kot na moške. A se vam zdi, da ženske bolj občutimo, oziroma se mi zdi, da mogoče prej občutimo, no? Oziroma prej občutimo, ampak si ne priznamo. Ne, in to te potem vodi pač v bolezensko stanje, kar se pokaže na telesu. In Blanka mi je pač z metodo sita pomagala nekako se zavedati, da tista želja, da jaz želim biti dobra mama, želim biti dobra žena, želim biti dobra strokovna direktorica v službi, da to je dosegljivo, vendar pa je treba na nek način to uravnovesiti in pa predvsem ne pozabiti nase. Da ne pozabimo na sebe. Ampak jaz pa priznam, meni se pa velikokrat zgodi v življenju, da pridem do trenutkov, ko sem malo iz sebe, ne, pa potem grem spet malo v sebe, ne, ampak se mi zgodi, ne, pa je neki trenutkov, pa pol, pa vidim, kaj rabim in to je neka taka umiritev. Kaj se takrat dogaja, ko smo iz sebe, pa pri sebi, pa od sebe, pa vse te stvari? Ja, gledajte, to je čudovit pregovor, ki ga velikokrat ponazorim. A ne, človek, ki diha plitko, v bistvu mi velikokrat rečemo, ta je iz sebe. Takrat v bistvu nismo v kontaktu s seboj, z notranjim bitjem in s tisto, pravzaprav, s tistim stanjem sedanjosti, v katerem sploh imamo izkustvo življenja. Se pravi, tukaj in zdaj. Tukaj in sedaj, a ne, ko dihamo polno, umirjeno, tudi če dihamo s harmonizatorjem, samo 2-krat na dan, po 30 minut, smo v bistvu 1 uro v sedanjem trenutku pod kopeljo svetlobe in hormonskega ravnovesja. To se odraža v našem življenju. Tako da mi trenutek, ki ga imamo, ko bi želeli pravzaprav se adekvatno odzvati, imamo sposobnost to narediti in se ne ukvarjamo z preteklim trenutkom in s prihodnjim, ker ta trenutek je ključ našega življenjskega izkustva, ker sicer nam ta trenutek uide, je pa resnično vpliv samo na ta trenutek. Nimamo, s tem trenutkom mi vplivamo na prihodnji trenutek. O, ja. Se pravi, na koncu ugotoviš, da ni prihodnosti, pa ni preteklosti, je samo tukaj in zdaj, kjer je točka moči. Tako, samo to, odlično. In pravijo, to sem si zelo, zelo zapomnila, ne? Kdor plitko diha, tudi plitko živi, ne? Ja. Ko začneš globje dihati, tudi globje dojameš vse stvari, pa po moje, da ravno prideš do tega, da je tukaj in zdaj pomembno. Govorili smo že o tem, kako se umiri oziroma kako ta metoda vpliva dejansko na ritem našega srca. Kako pa je z ostalimi fiziološkimi procesi v našem telesu? Glejte, mi vemo, dokazano je z različnimi raziskavami, če izpostavim recimo z EEG-jem, da oseba, ki 2-krat na dan zavestno zniža možgansko valovanje in je v globokem budnem sproščenem stanju pod kopeljo te svetlobe, v bistvu ima bistveno več boljše hormonsko ravnovesje, živčno ravnovesje, imunski sistem se izboljša in vsi ti ritmi so povezani. Dihanje je pa prvi ritem, ki vpliva na vse te naše notranje ritme. In to je pač eno čudovit dragulj, ki smo na nek način si dolžni dati sebi vsak dan. Se mi zdi, da je ravno ta odgovornost do sebe potem tista, ki mora prevladovati, zaradi katere začnemo. Pa morda še to, z leti zaradi stresa in različnih situacij nekako o češariki, ki smo jo tudi izpostavili že zadnjič, v bistvu postane z leti malo toga. Nima tistega življenjske funkcije, ker nekako okrni in mi z tem stanjem vplivamo, da imamo pravzaprav dostop do sive možganovine, v tem stanju vplivamo na nevronsko komunikacijo, na komunikacijo med nevroni in našimi ritmi v telesu in to občutimo kot en čudovit mir in harmonijo. To sem veliko prebirala ravno o tej kalcinaciji češarike. Nasploh se mi zdi, da javno mnenje, ljudje sploh ne vejo, da češarika je, pa zakaj je, pa kako je, ne? Tako da je super, tudi o njej smo že govorili, pa še bomo govorili, ker potem naše telo začne pravzaprav komunicirati sami s sabo.
Tako je. Veste, češarika je nekako zanimivo v možganih nekako prva, ki nekako se odziva na te stresne situacije in ne podpira našo vitalnost, našo energijo. A ne? Kako ste vi pravzaprav, verjetno ste prišli do ene odločitve, pa ste rekli, zdaj pa dosti izgovorov, zdaj sem pa jaz vzela cajt za sebe. Tako ste si rekli. Kako ste bili potem v samih teh prvih fazah? Kako ste si organizirali vse skupaj? Ker ljudje mogoče odločijo se, pa aha, kaj pa zdaj? Ravno v tem je problem. Če uporabljaš neko metodo, mislim, da jo moraš uporabljati redno. To ni, tukaj čarobne palčke ni, to vemo, za vsako zadevo. Moraš biti vesten pri sebi, moraš vedeti, zakaj to pravzaprav počneš. In jaz sem potem začela harmonizator redno uporabljati vsak dan. Začela sem z polurnimi seansami in to je bil moj čas, ki sem ga imela zase. Od začetka je bilo pač ta problem dihanja, ko je bilo treba vzpostaviti pravilni ritem, ampak po teh začetnih težavah lahko rečem, danes harmonizator uporabljam vsak dan. Umirila sem s tem se začelo telo sproščati, da ne rečem možgani in bom rekla spominske sposobnosti so se povečale. In pa lažje tudi, bom rekla, opravljam vsakodnevno delo, ker kot podjetnica je to 12 ur na dan in to ni malo. Če vzamemo, da je treba vmes še počivati, da je treba tudi kaj za družino poskrbeti, je to, bom rekla, kar en velik zalogaj, tako da zdaj ob redni uporabi, bom rekla, lahko mirno opravljam svojo funkcijo. Gospa, a veste, kaj mi je všeč? Ker ste rekli, da ste imeli v prvih korakih, da ste imeli težave in da ste imeli izzive, ampak da ste vztrajali in ste jih premostili. Ker nobena metoda se mi zdi, da jo začneš uporabljati, pa kar vse steče in potem živiš lepo do konca svojih dni. Se mi zdi, da ni pravljica, ampak treba ti biti vztrajen, pa da imaš rad samega sebe, da si to dovoliš. Točno tako. In tudi pri tej metodi je treba vztrajati. Ampak potem, ko enkrat to osvojiš, ti je to del tvojega vsakodnevne rutine. Kakor da si zobe umiješ. Tako je. Zjutraj preden vstanem iz posle, vzamem harmonizator in lepo jaz naredim nekaj za sebe. Veste, to je tako, kot mi dnevno čistimo zobke, umivamo telo in mi, v bistvu je čudovito, največje darilo sebi damo in seveda usporedno tudi drugim, če mi se notranje stuširamo. A ne tako, kot je kolegica rekla, v bistvu, zakaj je redna uporabna potrebna. To je tako, kot bi mi dobili neko terapijo, zdravnik nam nekaj predpiše in to zdravilo potrebuje neko akumulacijo. Ni ta trenutek vzpostavljen zdravilni proces, ampak ko ga pa mi občutimo ob dokaj redni uporabi, saj nekaj dni, ljudje že znajo občutiti bistveno razliko o tem, kako se hitro odločajo, kako so fleksibilni, kako lahko ostanejo v sedanjem trenutku, kako se lažje spomnijo, kako rešujejo probleme, kjer so preprosto tudi seveda možgani bolj prekrvavljeni in je pač ta nevronska komunikacija in kontakt s telesom boljša. Odzivi so boljši in seveda umirjeni. No, evo, upam, da ste kaj pobrali iz tega, ne? Ne samo na zunaj se tuširati, ampak tudi na notri. Odlično, najlepša hvala vsem trem, da ste delili svoje izkušnje, predvsem pa vam, gospa Gašperlin, da ste delili svoje znanje iz področja torej in te metode sita. Verjamem, da bomo kdaj še kaj poklepetali, se mi zdi, da je blazno zanimiva tematika in v tem času prehitrega tempa življenja, ki nam ga ponuja 21. stoletje, se mi zdi, da so vse te stvari še kako pomembne, da se ostanemo in resnično zaživimo tukaj in pa zdaj. Najlepša hvala še enkrat. Hvala nam. Takole, hvala lepa. Hvala, da ste prišli. Vse v redu, smo samo domači.